V Izoli so in še vedno imajo srečno roko in so se te očitno rojevale tudi pod srečno zvezdo. Še kar naprej se nadaljujejo. Priljubljeni izolski glasbenik Enzo Hrvatin bo v nedeljo zvečer zapel in zaigral pod znamenitim dimnikom izolskega Arigonija in to jutro je že zgodaj vstal, zato da je skupaj z nami. Enzo, dobro jutro. Dobro jutro vsem poslušalcem, dobro jutro Slovenija. Tako. Torej, ostalim glasbenikom, s katerimi se boste družili v nedeljo, smo prišparali zgodnje jutranje vstajanje, ampak bomo zato mi povedali, kaj se bo tam dogajalo in zakaj temu dogodku lahko pripišemo nek poseben čar. No, ta dogodek, ta koncert je tretji v nizu nekih koncertov z naslovom Pesem ulice, organizira ga društvo Negra tenera. In hvala vsem, ki pač pomagajo na kakšen način zraven. In v bistvu zbrane so bile 3 točke, take malo, ki ponavadi se ne gre lih tam koncertirati. Ena je bila pod Voltom, ena je bila pri cerkvi Svetega Mavra na trgu in ta je pod dimnikom Arigonije. No, dimnik Arigonij je tak simbol Izole, simbol, 200-letni simbol. Tam je cel živež tega kraja, se preživljajo pač s to tovarno, vsi so hodili tam delati. Je prav, da je spomeniško varstvo, da ga ne bojo rušili. Jaz hočem samo malo nakazati pozornost na ta prostor, je ogromna površina. Škoda, da ni več od občine, ki bi mogoče drugače se kaj delalo. Enkrat pač nazaj se je v eni vladi prodala in je škoda, ki je ogromna površina, ki bi se lahko dobro uporabljala. Mogoče pa se bo tudi po zaslugi tega koncerta in koncertov, ki ste jih omenjali, s katerimi ste opozorili na skrite kotičke Izole. Ljudje so bili nadvse navdušeni in še kar naprej so. Čemu pripisujete pravzaprav to občudovanje? Mislim, da je preprosta misel in pesem, ki takne dušo. Pesem povezuje vse, zato je Pesem ulice. No, posebnost tega dogodka je, da ste ljudem rekli, da naj seboj prinesijo tudi stol. To bo res nekaj posebnega. Lepo bo, ja, bomo tudi probali snemati ljudi, ko prihajajo. Upam, da bom videl tudi župana stolčko, da prihaja na koncert. Dobro, dobimo se torej pod izolskim simbolom. Ja, v nedeljo 7. ob 8. uri. Dobro, in upam, da bo sreča, ne? Smo zrihtali tudi malo z vremenom, smo se zmenili, no, in naj povem, mogoče Klapa se mi kanta, je ta, ki zdaj ponavljamo, bi rekel, koncert 15. augusta, ker je bilo povpraševanje, je bilo prelepo. Smo pričakovali 100 ljudi, jih je bilo kar nekaj malo več, tako da je bilo kar lušno. In zdaj ponavljamo, pa še dodani neki gosti. Martina Feri iz Trsta, Dejan Semolič iz Izole, skladatelj, in Matej Barič bo pač ob spremljavi zraven sodeloval kot pianist. Gotovo bo to spet nekaj butičnega in prijetnega. Mislim, da bomo znali takem spet. Dobro, s pesmijo. S pesmijo. Hvala. Hvala vam. Čau, čau.